Živijo! Morda mislite, da so videoigre le hobi, nekaj za sprostitev po napornem dnevu, ampak danes bomo videli, da so postale veliko, veliko več. Podali se bomo na potovanje od preprostih slikovnih pik do portalov, ki dobesedno spreminjajo naše domove in naš vsakdan. Pripravite se, ker ta portal ne spreminja samo zabave, ampak morda celo našo prihodnost. Začnimo z eno samo, ampak res ogromno številko – 184 milijard dolarjev. To je ocenjen globalni prihodek trga videoiger za leto 2024. Da si lažje predstavljate, to je več kot bruto domači proizvod marsikatere države. Ne gre samo za denar, veste, gre za potrditev, da se dogaja nekaj resnično monumentalnega. In ko to številko postavimo v kontekst, postane slika še bolj nora. Prihodki od iger niso samo večji od filmske industrije, večji so od filmske in glasbene industrije skupaj. Ne govorimo več o neki nišni zabavi za otroke, ne. Govorimo o prevladujoči kulturni in gospodarski sili, ki oblikuje naš svet. In bistvo vsega tega se skriva v tele ideji. Igralna konzola nikoli ni bila samo neka plastična škatla pod televizorjem, a ne? Že od samega začetka je bila portal v druge resničnosti. In ta portal se skozi leta ni samo izboljšal, ampak se je razširil na načine, ki si jih takrat nismo mogli niti predstavljati. No, pa poglejmo si to potovanje. Kako točno se je ta portal sploh odprl? Ker to ni samo zgodovina tehnologije, veste, to je zgodovina širitve naše domošljije in načina, kako komuniciramo z digitalnim. Vsaka generacija konzol je vrata odprla malo širše. Nintendo nas je povabil v te preproste 8-bitne svetove, potem je prišel PlayStation in s 3D grafiko odprl vrata epskim zgodbam. Xbox Live je te svetove povezal, nenadoma nismo več sami. Wii nas je spravil s kavča, dobesedno. In danes? No, danes s tehnologijami, kot so haptični odzivi in navidezna resničnost, teh svetov ne samo gledamo, ampak jih tudi čutimo. Portal postaja skoraj resničen. Pa gremo naprej. Zgodba se tukaj namreč ne konča. Portal se je razširil ven iz zaslona. Ne gledamo več skozi majhno okno v drug svet, portal je zavzel kar celotno sobo in jo spremenil v osebni komandni center. Samo poglejte si tole. To ni zgolj zbirka drage opreme. To je skrbno uigran orkester. Vse je sinhronizirano za popolno potopitev. Več monitorjev, ki ustvarijo panoramski pogled, specializirane miške za bliskovite reakcije, prostorski zvok, ki vas postavi v središče dogajanja. Celo luči v sobi se spreminjajo glede na dogajanje v igri. Vsak delček prispeva k iluziji. In tukaj pridemo do ključnega preobrata. Kaj se zgodi, ko ugasnemo igro? No, pravzaprav nič. Ta ista noro zmogljiva tehnologija ni več namenjena zgolj zabavi. Sistemi, ki poganjajo fotorealistične igre, so danes postali orodja za programiranje, 3D modeliranje, urejanje videov. Komandni center za igranje je postal vrhunska delovna postaja. To smo najbolje videli med pandemijo, se spomnite? Ko je bil fizični svet zaprt, so ti domači centri postali naša okna v družbo. Koncert Travisa Scotta v igri Fortnite. To ni bil samo dogodek, bil je kulturni mejnik, ki je dokazal, da so ti prostori postali nova prizorišča za globalne dogodke. In to nas pripelje do vrhunca te zgodbe. Bistvo ni več samo v doživljanju svetov, ampak v njihovem ustvarjanju. Koncept, ki je bil nekoč rezerviran za ogromne korporacije, se je preselil k nam domov. Morda se to vprašanje zdi malo čudno, ampak odgovor razkriva neverjeten premik moči. Oboje je zasnovana za ustvarjanje nepozabnih potopitvenih izkušenj, razlika pa je v tem, komu je to dostopno. Poglejte, na eni strani imamo Disneyjeve imaginierje, inženirje domišljije. To so elitne ekipe z milijardnimi proračuni, ki gradijo fizične svetove. Na drugi strani pa domači imaginier. To je lahko kdorkoli. Hvala Bogu za tehnologijo, ki je postala tako dostopna, da lahko danes posamezniki doma ustvarjajo digitalne svetove, ki so po kompleksnosti in lepoti povsem primerljivi. Omejitev ni več denar, ampak domišljija. In to niso neke prazne besede. Orodje so že tukaj, na dosegu roke. Zmogljivi računalniki, 3D tiskalniki in dostopna programska oprema, kot je Unreal Engine 5, vse to omogoča, da se ideje, ki jih dobimo iz znanstvene fantastike ali narave, dejansko uresničijo. Ustvarjanje postaja resnično demokratično.
Odličen primer so ustvarjalci na YouTubu, recimo Hacksmith. Oni se ne samo igrajo. Oni v svojih delavnicah, ki so videti kot mešanica garaže in Disneyjevega skladišča, dejansko gradijo tehnologijo iz znanstvene fantastike. To je domači Imagineering v praksi. Kaj nas torej čaka v prihodnosti? Verjetno to, da se bodo meje med digitalnim portalom in našo fizično resničnostjo popolnoma zabrisale. Ključna tehnologija pri tem so nevronski umestniki. Samo predstavljate si, nič več miške, kipkovnice ali kontrolerja. Za interakcijo z digitalnim svetom bo dovolj že samo misel. In to ni več znanstvena fantastika, to je smer, v katero gre razvoj že danes. Posledično se bo naš dom popolnoma preobrazil. Ne bo več le prostor za bivanje, ampak nekakšen živčan organizem, mešanica delavnice, zabaviščnega parka in znanstveno-fantastične vizije. Vsakdo bo imel možnost ustvarjanja, vsak dom bo postal osebni laboratorij za inovacije. Seveda pa ta prihodnost prinaša tudi resne izzive, o katerih moramo razmišljati. Zasebnost podatkov, ki prihajajo naravno iz naših možganov, kaj pa nevarnost odvisnosti, ko bodo virtualni svetovi postali boljši od resničnosti. In seveda okoljski vpliv vse te tehnologije. To niso lahka vprašanja. Če potegnemo črto, je bistvo tole. Igriškarska industrija je prerasla igre, njen cilj ni več zgolj ponuditi zabavo, ampak dati ljudem orodja za ustvarjanje. Iz pasivnih opazovalcev postajamo aktivni ustvarjalci. In tako zaključimo s temle vprašanjem za razmislek. Portal, ki se je začel kot preprosta igra na zaslonu, se je odprl v neskončne možnosti. Ko bodo meje med resničnim in virtualnim zabrisane, nas čaka temeljna odločitev, v katerem od teh svetov bomo pravzaprav hoteli živeti.